Dober dan. Moja gostja je magistrica Leja Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled. Domačinka z Rečice, tesno povezana s krajem in njegovim utripom. V Zavodu za kulturo Bled je zaposlena vse od njegovega nastanka leta 2007, zadnjih 6 mesecev pa je prevzela njegovo vodenje. Gospa Leja Ferjan, pozdravljeni. Dober dan. Mogoče za začetek najinega pogovora, kaj je bil za vas tisti izziv, da ste se odločili kandidirati za mesto direktorice zavoda? Izpolnjevala sem vse razpisne pogoje, formalne, izobrazbo, izkušnje. Kot ste že omenila, v zavodu sem zaposlena vse od njegovega začetka. Imam vizijo za delo in razvoj zavoda. Sem domačinka, definitivno imam nek globok odnos do Bleda, do okolja, v katerem delam, do zaposlenih, tako da sem se tudi odločila, da kandidiram na razpisano delovno mesto. Minilo je 6 mesecev, odkar ste prevzeli vodenje zavoda. Kako ocenjujete delo v tem času? Pravzaprav ste me vi zdaj spomnila, da je od tega že pol leta, ker nikdar ne štejem nekih preteklih obdobjih in se preveč ne oziram nazaj. Seveda, ko je treba pogledati neko dokončano delo, narediti analizo, absolutno, vendar drugače moj pogled vedno usmerjen naprej, v nove projekte, v nove izzive. Tako da, bili so to intenzivni meseci, ukvarjali smo se z mnogimi stvarmi, predvsem s digitalizacijo, avtomatizacijo na več področjih, kar v bistvu zajema veliko časa in veliko angažiranost, tako da določene stvari se še uvajajo, testirajo. Potem smo se veliko ukvarjali z okolico obeh objektov v upravljanju, ki sta v funkciji, Festivalne dvorane in pa Blejskega gradu. Narava je namreč živa. Pred zimo smo ugotovili, da je potrebno odstraniti določeno umirajoče drevje, tako da glede na to občutljivost okolja, kot je Bled, ki povsod sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, je teh sestankov, ogledov in tega kar veliko. Ostali programi običajni pa so seveda tudi tekli. Na zavodu ste zaposleni, kot sem že rekla, vse od njegovega nastanka leta 2007. Na področju turizma delujete še dalj, delali ste tudi v gospodarstvu. Dejavnosti zavoda so pa ravno preplet gospodarskih dejavnosti, upravljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, skrb za kulturni program. Kakšna je vaša vizija uravnoteženosti delovanja zavoda? Zavod je inštitucija. Njegovo delovanje je predpisano z nekimi zakoni na državnem nivoju, potem tudi s pogodbami, ki jih je potrebno upoštevati. Vpetih v delo več partnerjev, od Ministrstva za kulturo, Narodnega muzeja Slovenije, Občine Bled, tako da je pomembno dobro oziroma odlično sodelovanje in razumevanje med seboj. Vsak ima seveda svoje argumente, pridobiti moramo pa skupno najboljšo odločitev za Bled in pa za zavod, Tako da to je pomembno. Druga stran so ostale gospodarske dejavnosti, kot ste rekla, in tukaj si pa tudi štejem v dobro, da sem prišla v zavod iz gospodarstva, kjer morda včasih, ne tudi vedno, vse poteka hitreje. Ljudje si ne predstavljajo, da je tu več usklajevanja in da je potrebno upoštevati predpise do pike natančno, tako da včasih je treba imeti več razumevanja in tudi potrpljenja. Morda trajajo kakšni projekti zaradi tega dlje, vendar pa je treba delo opraviti dobro, v skladu s pričakovanji, s predpisi, hkrati pa seveda stremeti k odličnosti vsega, kar delamo. Kot sem že povedala, Bled je posebno okolje.
tega se moramo zavedati in to moramo tudi ohranjati vnaprej. Kateri so tisti projekti, kot ste omenjali, ki recimo zdaj v tem letošnjem letu bodo glavni, katerim se boste najbolj posvečali? V letošnjem letu pač so v načrtu te naše tradicionalne prireditve, dogodki, morda bodo dobili kakšno manjšo preobleko, kaj bomo še dodali, vse z namenom, da bodo še bolj zanimivi, da bodo privabili še več obiskovalcev. Pred nami pa je trenutno zelo blizu projekt, na katerem delamo že celo jesen, in to je slovesnost ob 200. obletnici rojstva Arnolda Riklija. Dogodek bo 13. februarja zvečer ob 19. uri v naši festivalni dvorani. Trudimo se, da bo to spet nek vzorec organizacije dobrega dogodka. Se pravim, tukaj to odlično poudarjamo, ampak ker smo Zavod za kulturo, mislim, da je naša vloga tudi v izobraževanju, da pokažemo, kaj in kako mora biti zadeva izpeljana. Letošnje leto je na Bledu posvečeno Arnoldu Rikliju, začetniku naravnega atmosferskega zdravljenja, ki ga pa še vedno premalo poznamo. V zavodu pripravljate osrednjo slovesnost in novost v Riklijevi sobi na Blejskem gradu. Zakaj se vam zdi tako zelo pomembno širjenje zavesti o njem? Ko je Riklij prišel 1855. leta na Bled, se mi zdi, da je naredil neko dobro potezo. Odkril je naravo in v bistvu začel tržiti naravo. Nič ni mu bilo treba ustvarjati, se izmišljevati nekih zgodb. Seveda ne govorim, da je mogel postaviti te ute, da je mogel postaviti namestitve, ta njegov zdraviliški dom in tako naprej. Ampak vse, kar je on v bistvu promoviral, je našel v naravi. Vodo, čisti zrak, ugodno klimo, možnosti za sprehajalne poti, za telovadbo, za zahtevnejše ture, in to je izzvalo in pa spodbudilo domačine, da so ga opazovali in začeli posnemati in se razvijati tudi vsako svojo smer. Definitivno je imel vpliv, je pustil pečat v kraju, zato se mu nekako moramo pokloniti. Je vsega spoštovanja vreden. Zdaj pa imamo pa tudi priložnost, da pa to njegove stvari, njegovo zdravljenje, ki je tudi danes aktualno še, se tudi danes vemo, da se premalo gibamo, da imamo mogoče napačno prehrano, kalorije ne porabimo dovolj hitro, vnos kalorij, tako da se mi zdi, da si zasluži to slovesnost, ki jo pripravljamo. Festival Bled, festival sodobne glasbe, lutkovne predstave za otroke, dogodki za otroke in za odrasle. Številni programi in aktivnosti so se v lanskem letu vrnili po skoraj 2 letih. Še se bodo vračali tudi letos. Kaj je zdaj tisto, kar boste v letošnjem letu še potem v nadaljevanju sezone pripravili? Veliko ste že naštela. Mi se bomo trudili predvsem, da pripravljamo več dogodkov na naših lokacijah, in to pomeni, da to privlači ljudi vedno znova in znova. To se mi zdi, da je pomembno, da tukaj pokažemo, da se splača priti na objekt večkrat, da je vedno zanimivo, da je vedno drugačno, in tukaj se mi zdi, da je posebno zdaj v tem trenutku, ko vemo, da je nekako še vedno turizem ni na takem nivoju, kot je bil prej, da je zdaj priložnost, da domačini pridobivamo te izkušnje in te spomine ustvarjamo na enem najlepših predelov, pa bodisi, če to pridemo v festivalno dvorano, na promenado ali pa na Blejski grad. Vse našteto, vse nudi izredno kuliso za dogodke.
No, številke govorijo, da so se obiskovalci v lanskem letu v veliki meri vrnili na Blejski grad. Zdaj nekaj ste že omenili, kako si boste prizadevali, da jih pritegnete tako domače kot tuje obiskovalce, da pridejo ne samo v glavni turistični sezoni, ampak tudi izven nje in da se vračajo. Kako pa jih še nameravate navdušiti, da bodo to radi počeli? Zdaj na gradu konkretno, kaj je tudi seveda najbolj taka točka, najbolj opazovana z vseh strani, bom rekla, poleg redne razstave, pripravljamo mesečno dodatne slikarske fotorazstave, kulturne dogodke, potem ne vem, mi tudi zelo radi uporabljamo zdaj dvoranico nad muzejem, dogovarjamo se tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da prenesemo tja razstavo, ki jo je pripravil zavod, in pa govori o delu in življenju Jožeta Plečnika. Tako da veliko stvari se mi zdi pomembno danes, ko imamo malo časa, da prinesemo na Bled. Vse to, kar je namenjeno, kar pripravljamo, je namenjeno ljudem, ki na Bledu živijo ali pa živimo, vsi smo vpeti v neke obveznosti, v službe, ki trajajo čez ves dan, posebej tisti, ki se še nekam vozijo, praktično nimajo časa za neke oglede, morda, ki bi si jih želeli, za odhod na neke dogodke, ker že tako pozno pridejo domov. In tukaj vlagamo poudarek in pa seveda trud, da ljudem, ki tukaj živijo, nudimo čim več kulturnega življenja. Pač kultura in turizem sta povezana, seveda, in pa tudi ljudje. Imamo tudi veliko kulturnih društev, vidimo, da ljudje se radi ukvarjajo s kulturo, da je to hrana, ki jo pač potrebujemo, in to je tudi seveda pomembno za Slovence kot narod, imeti svojo kulturo v svojem jeziku. To je vse povezano tudi z določenimi zadevami, ki jih Blejski grad ima. Veliko stvari se da vezati, ne vem, na grajsko tiskarno, na Trubarja, na te zadeve. Torej, vi menite, da je v tem, če rečemo temu tako, kulturnem turizmu še zelo velika priložnost za Bled? Ja, mislim, da ja. S tem sem, če se navežem še malo na prejšnje vprašanje, bi tukaj tudi že napovedala nek projekt, ki smo ga začeli v lanskem letu, in to je sodelovanje pri velikonočni dekoraciji z Biotehniškim centrom Naklo. Tukaj sva se povezala z gospodom Petrom Ribičem, ki ga verjetno vsi poznajo z medijev, ker vsako leto krasi Vatikan za Božič. Tako da vemo, da vse, kar delamo, vedno delamo z odličnimi ljudmi in na odličen način, tako da tudi ta dogodek bo letos nekako drugače izpeljan, razširjen. In če pomislimo, lansko leto sem se pogovarjala z dijaki, ki so delali gor, večina ni bila še nikdar na gradu, In rečemo, da so to večinoma dijaki, ki prihajajo v šolo v Naklo z Gorenjske, nekaj jih je bilo še z Ljubljane, In oni so bili navdušeni. Navdušeni so bili tudi zato, ker so delali zunaj, ker so se že pred dogodkom so nabirali naravne materiale, ker smo pač se s mentorji na sestanku dogovorili, da je grad kulturni spomenik državnega pomena, več kot 1000 let star. Se pravi, da je zelo pomembno, kakšne dekoracije, kakšne materiale se izbere. Tako da tudi to je to, kar sem tudi že o tem, kar sem govorila, tudi to je del vzgoje, pač na različnih področjih. In tukaj lahko odigramo veliko vlogo. Gostje, ljudje, ki pa prihajajo v Slovenijo, jih pa predvsem zanima, kako mi tukaj živimo, ker dobivamo različna vprašanja, tudi potem na razne elektronske naslove,
ki jih najdejo na spletu, kje bi se dalo ogledati, kako vi živite danes, ne samo kako ste živeli v preteklosti, koliko časa delate v službah, koliko otrok ima povprečna družina. V glavnem moramo ostati in postati še bolj aktualni, ker se pravim, samo zgodovina ljudi pa tudi ne zanima, ne. A se pravi, če bodo domačini, če bomo Blejci, Blejčani, Blejke, Blejčanke zadovoljni s to ponudbo, z vsem, kar se na Bledu dogaja, potem bomo tudi pravi promotorji za pač vse obiskovalce, ki pridejo k nam. Absolutno. Jaz si zmeraj želim, da bi pač Blejci ostali doma, našli tukaj priložnost za delo, za službo v turizmu. Izzivov je veliko, to ne pomeni samo, da delaš v nekem hotelu, a ne? Ampak če se ukvarja, če imaš ideje, če si kreativen, kar nekaj domačinov poznam, ki so se na teh področjih izkazali in dokazali, da se tudi s tem da preživeti. No, ste domačinka, Blejka, vaše korenine segajo kar nekaj rodov nazaj. Na kaj ste pa vi na Bledu najbolj ponosni? Moram reči, da glede na to, ko danes gledamo, kaj so nekateri predeli destinacije naredili iz kraja, kako so uničili tisto, kar je dala narava, ne. Moram reči, da sem pa zelo ponosna na to, da smo ohranili velik del tega, to pristnost, prvinskost, s katero se danes tudi promoviramo, konec koncev. In smo lahko srečni, da je tako ostalo. Tudi ljudje, ki k nam prihajajo, a ne, cenijo to in nas na to opozarjajo, ker menim, da smo lahko in moramo biti še bolj ponosni na to in še bolj ohranjati ta del. To nas dela posebne in to je tisto, kar bomo še naprej lahko tržili. Del ekipe, ki jo sedaj vodite, ste bili že pred tem vrsto let kot svetovalka direktorja in kot vodja trženja. Zdaj, ko ste v novi vlogi, kaj je po vašem mnenju najpomembnejša lastnost dobrega vodje? No, dober vodja mora imeti več različnih, več dobrih lastnosti, bom rekla, potem izkušnje, način dela. Zdaj, glede na to, da sem jaz to ekipo poznala, v njo verjela, tudi to je ena od stvari, za kar sem se odločila pri kandidaturi, ker sem vedela, da je ekipa dobra in se pravi, da dober vodja, mislim, da je bistvo vsega, da iz vsakega zaposlenega potegne najboljše. A ne, na pravi način, da ga najbolj zmotivira, da da največ od sebe na tistem področju, kaj on zna, ker vemo, da nihče ni popoln na vseh področjih, a ne. Tudi na tistih, ki jih obvlada, pa ki se je izobraževal za njih. Vsak ima neko svojo specifiko, tudi osebnostno smo različni, tako da tukaj pa moram povedati še enkrat in se zahvaliti celotni ekipi, da vsega tempa, ki ga držim, potem brez ekipe pač ni, a ne. Človek, posameznik ne more opravljati svojega dela. Tudi če ima vizijo, tudi če si nekaj želi, tukaj je pomembna ekipa. Gospa Lea Ferjan, vam in vaši ekipi želim še uspešno delo naprej in pa najlepša hvala za današnji pogovor. Hvala tudi vam za povabilo v vaš studio.